Hej, živijo vsem, upam, da se kaj vidi. Z Joyčem smo se dobesedno čez trnje priplazila do tega upajmo mirnega kotička, da lahko naredimo en Facebook live. Upam, da me ne bo nobeden zmotil, zato ker imam tako tole, kako se temu reče, motnjo pozornosti. Torej, kakor kaj druga se dogaja okrog mene, tako se mi pozornost na druge stvari preusmerja in potem izgubim rdečo nit. O tem tega, kar sem pravzaprav želela povedati. Tako da, ja, kaj pa pravzaprav bi rada danes povedala, je to, da nekoliko drugačen pogled na smrt, ne, pač zdaj v tem, ta pač koronavirus, ki zdaj razsaja, ne, in COVID-19 in ljudi je ful strah, da bo umrl in pravzaprav bi vam rada povedala to, da dejansko smrt je glih tako vsaka druga stvar izbira. Tako smo izbrali se utelesiti tukaj na tem planetu, tako zdaj vi izbirate, da gledate tale video, da gledate tole javljanje v živo, tako je tudi smrt izbira in lahko dejansko smo svoj datum smrti smo lahko že zdavni izbrali. To je, mislim, zelo zanimivo, ne, ko delujemo z tega nezavedanja, kako pravzaprav si že lahko naprej skreiramo tudi datum smrti. In to recimo en čist tak primer, je en prijatelj govoril o tem, kako njegova, mislim, da mama, je rekla, jaz mislim, da nihče ne bi smel živeti več kot 80 let. In ženska je bila zdrava do 80. leta, potem je pa, ko je prihajala v 81. leto, si je pa skreirala nekaj in je umrla. Torej, dejansko si je že takrat, ne vem, kdaj je pač to rekla, si je dobesedno že skreirala svoj datum trajanja. In zdaj v tem našem času ljubem, ki se zdaj pač dogaja tukaj, a ne, ali kaj si vi dejansko izbirate? A si izbirate živeti ali si izbirate umreti? In ti ljudje, ki zdaj umirajo, so si izbrali že nekdaj, so si že smrt izbrali že prej in je pač to samo ena stvar, ki je pač zdaj dala to pikico na i, a ne, da so to pač lahko uresničili, to svojo izbiro. In kaj sem mislila reči? Ja, torej pač vsak od nas mora pogledati, kaj pravzaprav, a si izbiramo, da živimo ali si izbiramo, da bomo umrli. In tudi, mislim, že velikokrat ste verjetno slišali že tudi tisti, dejansko, ko je nekdo, ne vem, na petek 13. ni šel ven iz hiše, a ne, ker je rekel, ja, petek 13. je, a ne, in rajš ne bom šel, a ne, da se mi kaj ne bo zgodil, je pa doma mu potem slika na glavo padla in je pač umrl, ne. To je mogoče pač, ne vem, je to vic ali je bilo to res, a ne, ampak dobesedno, če si mi izbiramo, da bomo umrli, bo se nekaj skreira, pač da bomo to ustvarili. In zato pa tudi recimo, še ena stvar, ne, če ne kreirate, torej če ne kreirate res neki, če nimate nekih tarč v življenju, torej kaj želite skreirati, dejansko začnete pol umirati. In jaz sem imela sama tudi eno tako obdobje v svojem življenju in to recimo v tem času, odkar pač imam svojo firmo in to, in jaz sem čist vse cilje, ki sem jih imela, kadarkoli sem uresničila in pol je bilo tako, nič ni bilo več, ni bilo za kaj več živeti, a ne, dobesedno in prav, ne vem, vse živo se mi je začelo dogajati in dokler nisem pravzaprav ozavestila tega, da nič več ne kreiram, da sem vse skreirala, kar sem že želela in pravzaprav sem mogla biti ful ranljiva sama sabo in ponovno pogledati, si zastaviti neke nove tarče, neke nove cilje in spet začeti kreirati in na ta način spet začne živeti. Zato tudi veliko ljudi, recimo, ko gre v pokoj, a ne, dejansko jih začneš videti, kako začnejo dobesedno propadati, začnejo dobesedno umirati, zato ker ne kreirajo več. Tudi če so prej hodili v službo, a ne, dobesedno so doprinašali nečemu in ja, to je bila njihova kreacija. Tako da poglejte, ok, a kreirate, a zdaj kreirate ali dejansko umirate. In kaj, če si treba zdaj zastaviti neke nove tarče? Kaj si želite skreirati kot svojo prihodnost? Kaj si želite skreirati, če je bilo mogoče vse? In vedno je vse mogoče, dejansko vedno vi kreirate svojo prihodnost. In kaj sem mislila še povedati? Ja, torej, kaj vas dela žive? Torej, kaj vas dela žive? V čem se počutite žive?
ko počnete, kaj vas dela žive. Napište si seznam teh stvari, ki vas poživljajo, ob katerih se dobro počutite, ob katerih ste radostni, ki vas osrečujejo. Napište si to in začnite to delati. Da ne boste zdaj samo čakali, kaj bo, pa padali v neke poglede drugih ljudi, kaj bo, pa jamranje, pa črni scenariji. Dajte, napište si to, karkoli je to za vas in začnite to početi v čim večji meri. In tudi, kaj je zdaj možnost, da zdaj v tem času, ko mogoče imate več časa za sebe, ko prej je bilo samo tisto busy, a ne, delovanje, kaj lahko zdaj naredite, kaj lahko zdaj ustvarite. Jaz recimo vidim, jaz ful delam enih stvari, ko prej ni bilo časa. Neke stvari, ki so bile tako na tistem, kako se temu reče, back burner, ne, torej ne vem, kako se sploh po slovensko reče, ki sem jih imela tam nekje od zadaj, tako nedokončane. Ne. To zdaj vse prihaja dejansko na plan, lahko to naredim. Veliko ljudi tudi poznam, ki mi pravijo, prav rabim tole, prav rabim ta čas, da si spočijem. In tudi kaj zdaj lahko še skreiram. Tisto prej niti časa ni bilo, da bi bili prisotni sami sabo in se vprašali pravzaprav, pa kaj si jaz resnično želim v svojem življenju skreirati, kakšne talente imam, kakšne zmožnosti, v čem sem res ful dober, kar mi vsi pravijo, v čem sem ful dober, pa bi lahko s tem dejansko, če bi to videl, v tem vrednost, bi lahko skreiral veliko denarja s tem. In dejansko je zdaj čas, da to pogledamo, da to začnemo ustvarjati, da začnete to pripravljati, da dejansko izidete iz tega časa dejansko kot zmagovalci, kot dejansko, da začnete zdaj ustvarjati to prihodnost, ki bi jo radi videli. In mogoče zdaj, začela smrtjo, prišla sem zdaj do življenja, dejansko, bolj, ko boste delali neke stvari, ki vas osrečujejo, bolj, ko boste veseli, manj vas bo vse to skupaj tudi prizadel. Tako je to so zakoni vesolja, tako stvari delujejo in če boste nasedali zgodbam drugih, nasedali pogledom drugih, jih kupovali, si boste to začeli ustvarjati kot resničnost. Če boste pa dejansko stopili to svojo moč, dejansko še bolj ozavestili kot kadarkoli prej, da ste vi kreatorji svoje resničnosti v vsakih okoliščinah, ne glede na vse, potem boste pa si lahko pogledali, kaj pa jaz želim ustvariti, kaj pa jaz želim dejansko ustvariti v svojem življenju. Je zdaj čas, da zdaj to res pogledate, da ste res ranljivi sami sabo, res brutalno iskreni in da to začnete ustvarjati in začne se, ko mogoče kdo misli kreirati. Jaz nič ne znam z rokami narediti, pa nisem umetniški tip ali pa ne vem kaj. To ne gre za to dejansko, vse, kar ste opredelili kot kreacijo, kar ni, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat godziljon. Right, wrong, gute mer pa pokol, ne, shorts boys, še Džojči se začel kregati. Dejansko kreacija je vaša izbira. Ko vi izberete nekaj, se začnejo stvari ustvarjati. In vi Džojči, kdo je prišel? In dejansko vi lahko iz trenutka v trenutek izbirate, kaj želite ustvariti. Iz trenutka v trenutek imate novo izbiro. Vsak trenutek lahko naredite novo izbiro. Tudi če nekaj časa ste tako jadikovali, bili žalostni, ne vem, podrli so se vam zdaj vsi načrti, tudi meni, jaz sem ful imela tako načrt, neko ful hudo ekspanzijo. Za mene bi to predstavljal en tak velik skok in tudi so mi padli načrti v vodo, ampak vedno je nekaj, kako se temu reče, dejansko tukaj neko darilo, tukaj so neke možnosti in če se vprašamo, kaj je tukaj darilo, kakšne možnosti so tukaj, bomo to videli, a ne, če bomo pa vse se mi je zdaj podrl, bla, bla, ne, pa se dol gremo vibracijsko in to glih iz tega kreirati svojo prihodnost ni glih kula, ne. Tako da, sam tok, da veste, izberite si živeti, dajte zelo v teh okvirih, karkoli se da, dajte delati tisto, kar vas osrečuje, poglejte tako v svoje najgloblje, kako bi rekla, kotičke, kaj je tisto, kaj ste tisto, kot otroci ste ful radi delali. Običajno so to tisti neki res naši talenti, neke zmožnosti, neke aspiracije, neke sanje, ki smo jih imeli, pa smo pol jih zaradi kakršnih koli razlogov ali pa česarkoli, ko nam je kdorkoli rekel, smo to pol pokopali, stran vrgli, dejansko
dejansko nismo stran vrgli, ampak samo mogoče malo tako je še vedno nekje v nas, a ne, pa lahko zdaj to odkrijemo in kaj, če prihaja zdaj res ta čas, ko dejansko čas, da to ustvarite. In sej moje zavedanje tega, kar se zdaj dogaja, je tako, da bo veliko nekih sfejkanih stvari bo odpadlo, ful ljudi, ki se pretvarjajo. Mislim, tako, tudi ne, pač vsakmu od nas dejansko neke stvari, kjer se še kaj pretvarjamo ali pa kaj napravljamo, dejansko bojo te stvari odpadle oziroma se bojo razkrile neke laži. Tako da in koliko lahko tudi uporabimo dejansko ta čas, da razkrijemo, kje sami se plažemo, kje si pesek mečemo v oči. Ja, in pač zastavimo neke druge tarče, naredimo neke drugačne izbire in začnemo na drugačen način kreirati svoje življenje in dejansko živeti, a ne, to dejansko izberite življenje, ne smrt, to je dejansko, naj bi bila poanta današnjega tega Facebook live-a, no, kot običajno, tako vse vedno malo dam še kaj zraven, a ne, ampak to vedite, da to vedno le izbira, a ne, tisk pač, ko si izbira zdaj, da bo umrl, pač kakorkoli se to grdo sliša, ne, ampak vedno je izbira. Pač ni to, o čemer govorim, ni glih popularna tema, ampak nekdo pač o tem mora govoriti in tudi jaz pri sebi vidim, koliko nisem bila, mislim, zdaj smo imeli to 30-dnevno srečanje, prejmi vse sodbe s popolno lahkoto in sem tudi pri sama sebi sem videla, koliko nisem bila voljna enih stvari govoriti, ker nisem bila voljna prejeti določenih sodb ali pa nekih pač drugih stvari še, a ne. In ne glede na to, da zdaj nimamo pač take svobode gibanja, pa to, kako svobodo lahko vseb noter najdemo. In jaz se iščem pravzaprav vseb, kjer si lahko omogočim, da sem še bolj svobodna in evo tale današnji Facebook live je mogoče glih odraz tega tudi nekega premika pri meni, da si zdaj pač odpiram tudi neke druge teme oziroma si drznem govoriti o nekih drugih temah, o katerih noben drug ne govori, a ne. Ampak tako nekako drugačen pogled na vse skupaj in tako sem že velikokrat rekla, spremljajte pa vse na ta način, torej če nekaj povzroči, da se ob tem počutite lahkotno, je to vaša resnica, če pa nekaj povzroči, da se ob tem počutite težko, to pa ni vaša resnica. In tudi vse to, kar jaz govorim, torej to, spremljajte to na ta način, a ne. Torej vse tudi, kar drugi govorijo, spremljajte to na ta način in če se ob nečem počutite težko, če greste stran z nekega pogovora in se počutite čuden, težki, to dejansko to za vas ni res, a ne. Tako da ne bom pa rekla, mislim, ni neke absolutne resnice, a ne, vsak ima po svoje prav, ko pač, če gledamo, vsak pač gleda skozi prizmo nekih svojih pogledov, nekih izkušenj, in dejansko zato tudi pogledajte, kaj je za vas res, kaj je vaša resnica. Tako da tole bi bilo to za danes, evo, pa nama je ratalo z Džojčijem, a ne, da razen kakih entitet ni kaj druga, ni doben drug zmotil, čeprav že slišim tamle gor so že se ljudje sprehajajo, pač gremo ven, a ne, v naravo, kakor se pač da. Mene to recimo tudi ena od stvari, ki mi jih tako ful pač vlije, da novih moči, ampak tako rada sem v naravi, tako da poglejte tudi vi za sebe, kaj je to. In lepo se imejte, pa se še kaj slišimo, vidimo. Čau, čau.